Zdaj pa lahko spet, zdaj pa poskusimo tako, da nobenega čopka ne spustimo. Zato, ker potem se lahko pomeša s spodnjimi lasmi. Zdaj pa z desno roko primemo levi čop in sredinskega, takole, med palec in kazalec. In desnega damo čez. Torej, če je ta čop tukaj vmes sredinski, damo desnega tukaj čez. Malo počešemo s prsti, torej da lasje ostanejo urejeni. Potem počešemo sredinski čop, da se loči od ostalih las in zamenjamo. Z desno roko primemo desni čop, s palcem potisnemo sredinskega v drugemu čopu in primemo s kazalcem tukaj spodaj, torej da stisnemo sredinski čopek, da nam ne uide. In zdaj levega damo čez, ga prime sredinec desne roke. Tako in spet počešemo, da lasje ostanejo urejeni. Počešemo še ta levi čopek, ki je bil prej sredinski. In nadaljujemo. Z levo roko primemo ta levi čop, s palcem potisnemo sredinskega k lasišču, k glavi in desnega damo čez palec. Zdaj pa napoči čas, ko se začne pletenje kite malo drugače, kot smo navajeni do sedaj. Zdaj lahko odpremo to špangico s spodnjimi lasmi. In zdaj imamo tukaj še en kup spodnjih las, ki jih moramo uporabiti. Kako to naredimo? Tako, da zdaj, ko smo dali desni čopek čez sredinskega, še ne začnemo plesti naprej, ampak vzamemo še malo drugih las. To naredimo tako, enako kot smo naredili to zgornjo prečo, isto s kazalcem, takole malo z nohtom, približno 1 centimeter nižje od te preče, spet zarežemo. Kar tako, kot da bi malo požagali. Nič se prav bat. Takole, da nastane spet nova preča. Torej, pomembno je, da vzamemo lasje iz cele dolžine, Recimo, da ne vzamemo samo od tukaj in damo te sem in potem vsi te ostanejo, ali pa da vzamemo samo te in jih damo zraven in potem te ostanejo. To ni v redu. Oziroma, kita bo prišla bolj urejena, če vzamemo lasje iz cele dolžine las. To pomeni takole, torej začnemo tukaj pri čelu oziroma sencih. Takole žagamo, 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 žagamo do sredine lasišča, do kite in potem damo lase v levo roko, tja, kamor smo prijeli desni čopek. In zdaj ločimo ostale lase stran. Tako, da te zdaj padejo dol. Ločimo ta sredinski čopek in ta desni, zdaj ga malo počešemo. Pri tej kiti je zelo, zelo pomembno, da res ohranjamo lase v enem čopku. Veliko bolj, kakor pri navadni angleški kiti. Ker če se nam bo začelo mešati, potem bo cela zmešnjava na glavi. Tako, in zdaj zamenjamo. Z desno roko primemo desni čopek